Pozdravljeni na tretjem predavanju iz cikla Filozofska fakulteta govori. Vidim, da se naša predavanja, jezikoslovna predavanja že zelo prijemljajo, tako da pozdravljam vso publiko tukaj z nami. In danes imamo tako rekoč častno gostjo, doktorico Jano Roškar, izrednega profesorja, doktorja Saša Jeršeta, prodekana za doktorski študij, znanstveno-raziskovalni študij, pa bi znanstveno-raziskovalno delo, pa bi prosila za nekaj vodnih besed. Draga Jana, dragi kolegice, dragi kolegi, ena beseda pa je, ki si jo slovenski znanstvenik piše v programe, piše na prsi in na svoje zastave, in to je beseda interdisciplinarnost. No, pri Jani Roškar beseda interdisciplinarnost ni samo beseda napisana na programe, na prsi in na prsa in zastavo, ampak je živeta in živahna in stvarnost, akademsko življenje, je znanost. Jana Roškar se suvereno sprehaja med različnimi disciplinami, med jezikoslovjem, med zgodovino, med filozofijo, antropologijo. Suvereno se sprehaja med vzhodnimi in zahodnimi kulturami in v iskanju svojega spoznanja. In za ta svoja spoznanja je bila večkrat nagrajena, nazadnje v preteklem tednu univerze, tudi z priznanjem za najodličnejši dosežek Univerze v Ljubljani za področju humanistike. In če kaj vem, bo prav o teh svojih spoznanjih, o teh svojih dognanjih nedavnih in nagrajenih danes govorila. Draga Jana, hvala, da si z nami in hvala, da si za nas zelo velikim zanimanjem pričakujemo. Hvala lepa, Sašica. Zelo prijatno. Dragi kolegice, ljubi kolegi, ljubi študentki, dragi študenti. Zelo me veseli, da smo se danes zbrali v tako velikem številu. Vidim tudi, da je večina moje študentarije tukaj, kar me še posebej veseli, če ravno to predavanje morda ne bo sodilo ravno v okvir našega rednega študijskega programa. Ampak vendarle, včasih mislim, da je dobro razmišljati tudi o stvareh, ki se nas ne tičejo prav zelo neposredno in ki morda presegajo okvire tega, kar v vsakodnevnem življenju živimo. Vesela bom vsakega odziva od vas, predvsem od vas, dragi študentke in študentje, in upam, da boste od tega kaj imeli. Skratka, tole predavanje je zastavljeno, je eno od predavanj v ciklu Filozofska fakulteta govori v okviru letošnjega leta jezikov. No, in jaz seveda nisem jezikoslovka, kljub temu pa menim, da jezik ni samo stvar jezikoslovja. Jezik je tista diferencija, specifika, ki nas ljudi dela drugačne od drugih nam poznanih živih biti oziroma živih vrst. Jezik je nekaj, kar nas močno opredeljuje, zato ni čudno, da je predmet ne samo raziskovanja jezikoslovja, temveč tudi predmet raziskav številnih drugih disciplin, antropologije, kognitivnih študij, filozofije, zgodovine, psihologije in tako naprej. In seveda je tudi predmet sinologije, ki je moja disciplina, v kateri že več kot pol življenja poučujem in raziskujem. No in jaz bi danes predstavila problem jezika, oziroma vprašanje jezika skozi prizmo kulturne nepogojenosti in sicer skozi optiko kontrastivne analize med Adornom, Theodorjem Wiesengrundom Adornom in Gongsun Lungom.
Ja. Zdravje. Živeli. Torej, zdaj tisti, ki poznate vsaj malo ta dva misleca, se boste mogoče malo zamislili, zakaj se dotevam ravno primerjave med dvema teoretikoma, ki sta tako zelo daleč vzajemno oddaljena drug od drugega. Gongsun-Lung je bil osrednji predstavnik nominalistične šole, šole imen iz kitajske antike, torej on je živel in delal na prelomnici med 4. in 3. stoletjem pred našim štetjem. Medtem ko je Adorno, kot vemo, osrednji predstavnik frankfurtske šole in njene kritične teorije, ki se je razvijala v drugi polovici 20. stoletja. Torej ta dva filozofa, recimo ta dva misleca, med seboj ločijo ne samo ogromne časovne razlike in diskurzivne, s tem seveda tudi, temveč tudi geografske. Eden je bil na Kitajskem, eden drug v Evropi. In vendar sem se odločila za to, da poskušam to razmerje med resničnostjo in jezikom prikazati prav na primeru sporedne analize idej teh dveh mislecev. To pa zaradi tega, ker me je osebno zelo fasciniralo, koliko pravzaprav podobnosti najdemo v njunih idejah, glede na vprašanje konceptualizacije stvarnosti. In kar me je še bolj fasciniralo, je bilo pa dejstvo, koliko razlik najdemo pravzaprav znotraj teh podobnosti. No, zakaj sem se odločila za predavanje o konceptih in resničnosti? To je pa zaradi tega, ker mislim, da je to eno zelo elementarno vprašanje, torej, ki tudi sodi v okvir razmerja med jezikom in resničnostjo, na kakšen način mi pravzaprav izražamo, ne samo zaznavamo, dojemamo, ampak tudi na kakšen način izražamo, na kakšen način mi pravzaprav komuniciramo resničnost. No, in zaradi tega se mi je zdelo zanimivo skozi optiko enega takega elementarnega epistemološkega vprašanja pogledati na razlike in podobnosti med obema filozofoma. Zdaj, zanima me, kaj nekako glavni cilj te raziskave je bil pravzaprav pokazati na možno vzajemno komplementarnost obeh teorij glede konceptualizacije resničnosti, potem, kajti to nas lahko morda privede v uvid do možnega obstoja drugačnih novih pogledov v človeško percepcijo in komunikacijo resničnosti. To pa je pomembno tudi zaradi tega, ker nam lahko nudi neke možne produktivne smernice v nadaljnjem raziskovanju tega razmerja, torej med jezikom in resničnostjo. Zdaj, preden pa se lotimo te konkretne primerjave, pa bi rada vašo pozornost usmerila tudi na nekaj metodoloških problemov, ki jih srečujemo nenehno, s katerimi smo nenehno soočeni tisti, ki se ukvarjamo z raziskavami neevropskih kultur. Torej, če govorimo o primerjavi, v tem primeru Adorna in Gongsun-Lunga, se s tem podamo na neke precej nejasne vode, kajti v zadnjih desetletjih se je jasno pokazalo, da ima sam teoretski model primerjave različnih teorij v sebi mnogo zamk in pasti, ki morda niso na prvi pogled vidne, o katerih doslej še nismo dovolj celostno razmislili in so zaradi tega tudi še vedno daleč od tega, da bi bili rešeni. No in ti problemi so seveda še vedno toliko
večji in kompleksnejši, kadar gre za primerjave filozofij, ki so nastale v okviru razvoja različnih idejnih tradicij. No, zdaj večina, torej v zadnjih 10 letih so te debate vse v krogih sinologov, sinologinj, japonologov, torej azijskih študij, ki se ukvarjajo s azijskimi, vzhodnoazijskimi filozofijami, postale zelo burne. Ne? In zdaj večina strokovnjakov, teoretičar, ki je mnenja, da je glavni problem pri teh primerjavah, da tiči glavni problem v tem, da mi v primerjavi sami uporabljamo enotno metodologijo, eno in isto metodologijo, ki pa jo in en in isti filozofski jezik, ne, isto terminologijo, isti kategorijalni aparat, isti konceptualni aparat, ki ga potem na nek način projeciramo na kulturno diverzne objekte raziskav. No, po mojem mnenju pa seveda to še zdaleč ni bistvo problema. Bistvo problema je v tem, da je ta univerzalni jezik oziroma ta univerzalna poenotena metodologija pravzaprav zahodna metodologija še vedno. Ne, kar pomeni, da če mi primerjamo dva objekta, rabimo vedno neke kriterije, ne, na osnovi katerih primerjamo in kar je še hujše, kriterije, na osnovi katerih potem tudi ocenjujemo in vrednotimo rezultate te primerjave. Ne. In če potem seveda so ti kriteriji evropskega izvora, potem je jasno že vnaprej, da vse neevropske filozofije, idejni sistemi pri tem potegnejo, po domače povedano, na kratko. Zdaj, lahko se mogoče vprašate, zakaj pravzaprav še vedno govorimo o eurocentrizmu, ne, tudi v filozofiji, če pa vemo, da vse vzhodna Azija z velikimi koraki utira pot med svetovne velesile, tako v ekonomskem in počasi celo v političnem smislu, ne? Ampak mi še vedno govorimo o eurocentrizmu, če tudi, mislim, kaj pa pomeni Evropa v današnjem svetu, ne? Če se res iskreno zamislimo o tem vprašanju. Ne, ampak problem je v tem, evropski kriteriji so v teoriji znanosti in v aksiologiji še vedno standardi in norme po vsem svetu in razlog za to potiči v dejstvo, da so ti kriteriji, te norme, ti standardi, te vrednote del idejne osnove modernizacije. In modernizacija je bila seveda po celem svetu preko kolonializacije razširjena tudi na neevropska področja in še vedno je ta evropski model, zahodni model modernizacije tisti, ki tvori osnovo današnje globalizacije. Zato smo še vedno soočeni z eurocentrizmom, če tudi pravzaprav na prvi pogled se zdi, kot da je Azija, vse vzhodna Azija, ne, že zdaleč premagala Evropo v vseh smislih. No, drug problem, ki se je pojavljal pri tradicionalnih primerjavah, je problem esencializma, torej da se kulture oziroma filozofije, ki so predmet naših primerjav, da se na nje gleda kot na neke nosilke, neke substance, kot neke statične esence s fiksnimi mejami. Ne? In tudi to seveda vodi do generalizacije, do posploševanja in s tem tudi do nesporazumov, ki večinoma niso v korist razumevanju tujih neevropskih filozofij. No, če pa rečem, da zdaj negiramo ta esencialistično razumevanje kulture, s tem seveda še ne mislim povedati, da kultura kot taka ne obstaja.
Jaz še vedno menim, da je kultura, da obstaja in da je zelo uporabna kategorija pri znanstvenem delu v kulturologiji in humanistiki. Ampak pojem, naše razumevanje kulture kot kategorije je treba redefinirati na nek način. In sicer jo moramo postaviti iz ontologije substance na ontologijo relacij. V kakšnih relacijah, to so dinamične, nenehno spremenljive se relacije med elementi, ki so sami spremenljivi in ki konstituirajo sam pojem kulture. Naprimer jeziki, slovnične kulture, različni zgodovinski razvoj, verovanja različno, različni običaji in tako naprej, različne, kot bomo videli, referenčni okviri. Zaprl sem je telefon, pa se moram kontrolirati, zavedam, ali treba hitreje govoriti, da bo 1 ura. Skratka, in pri primerjavah različnih filozofij, filozofskih diskurzov se pa pojavi še en problem, seveda ne samo pri filozofijah, tudi v literaturi in marsikateri drugi disciplini. Tu gre za prenašanje pomenov iz enega sociokulturnega konteksta v drugega. In tukaj, kot vemo, prihaja do precejšnjih problemov, ki so povezani z dejstvom, da terminov, pojmov, konceptov, kategorij ne moremo enostavno in direktno prenašati iz enega sociokulturnega konteksta v drugega. Skratka, tukaj obstaja nek problem, ki ga je treba reševati oziroma ki ga je treba vsaj si ozavestiti, preden se takšnih primerjav človek sploh loteva. No in mnogi teoretiki, številne teoretičarke so tukaj izrazile celo mnenje, stališče, naprimer Feng Yaoming, zelo znan analitični filozof iz Hongkonga, je tukaj prijavil stališče, češ, da so te razlike v kulturah, ki so vzajemno zelo oddaljene, tudi zgodovinsko, ki so se razvijale zgodovinsko v neki izolaciji druga od druge, da so te kulture in tudi njihovi produkti teoretski vzajemno inkomensurabilni, se pravi, ne so izmerljivi, kar pomeni, da jih med seboj ne moremo primerjati, ker so preveč drugačni. No, jaz se tu seveda sploh ne strinjam, še zdaleč ne. Jaz mislim prav nasprotno, da so podobnosti, da so univerzalnosti, ki nas povezujejo kot ljudi v vsem svetu, veliko, neprimerno bolj merodajne kot razlike, ki nas ločujejo na kulturni ravni. In mislim, da je možno primerjati prav vsako filozofijo, samo da je plod človeškega duha in človeških možganov. In mislim, da je možno vzpostaviti dejanski medkulturni, transkulturni dialog. In ne samo, da je možno, mislim tudi, da je zelo potrebno. In to je v danem trenutku bolj potrebno celo kot kadarkoli poprej. Vsi vemo, da krize, s katerimi smo soočeni v zadnjih desetletjih, vse bolj postajajo globalne krize. Teh kriz ne moremo več reševati v ozkih zamejitvah neke nacionalne države posamične, ampak se jih lahko reši samo preko medkulturnega dialoga. No in ta medkulturni dialog je pa v bistvu vseeno malo težje ga je vzpostaviti na neki enakovredni ravni, kot se zdi na prvi pogled. No, tukaj potrebujemo to, čemu jaz pravim, diskurzivne prevode. To so prevodi, ki seveda niso dobesedni in direktni, ampak prevodi, ki upoštevajo nekako kontekstualnost, dosti bolj, ki upoštevajo različne kategorijalne aparate in tako naprej. No in pri tem, pri
če poskušamo naše raziskave nasloniti na take diskurzivne prevode, potem se pojavi tukaj nujnost upoštevanja različnih kulturno pogojenih referenčnih okvirov. No in kaj je zdaj tole referenčni okvir? Večina naše študenterije seveda ve, zakaj tukaj grem. Zdaj sem prišla v grozno skušnjava, da bi rekla, no kaj je moj običajni interaktivni način komunikacije z vami, ampak bom kar jaz povedala. Danes imam javno predavanje. Ja, torej referenčni okvir je neko relacijsko omrežje, semantično, v katerega je pravzaprav umeščena prav vsaka teorija. Torej, tukaj ne gre za nekaj, kar bi bilo zdaj problem samo, kadar govorimo o različnih kulturah. Če se spomnimo, naprimer, samo na ta primer med Newtonovo in Einsteinovo fizikalno teorijo, bomo videli, da ste obe bili napisane v istem jeziku. Obe ste operirali, ste obravnavali popolnoma enake termine, popolnoma enake pojme, ampak ti termini so zaradi umeščenosti v različne referenčne okvire imeli drugačen pomen. Torej to, čemur jaz pravim referenčni okvir, temu je Thomas Kuhn v svoji znani knjigi Struktura znanstvenih revolucij. On je to poimenoval z izrazom paradigma. Meni se v tem smislu zdi paradigma nekoliko preširok izraz, kajti kot vemo, v teoriji pomeni paradigma zgolj nek osnovni teoretski vzorec, ampak ne glede na to, kako to poimenujemo, problem ostaja isti. In tukaj vidimo, naprimer, iz tega citata, kaj se zgodi, ko smo soočeni s tem, čemur pravi Kuhn, paradigmatski preobrat. Skratka, pojmi dobijo nek popolnoma drug pomen in v bistvu pride do tega, da ljudje, ki razmišljajo v enem referenčnem okviru, ne morejo razumeti tistih, ki razmišljajo v drugem referenčnem okviru. Skratka, referenčni okviri so nekaj, kar zakoličuje tudi teorije, ki nastanejo znotraj ene in iste tradicije, ampak toliko večji pa je njihov pomen, kadar imamo opravka s teorijami, ki so plod različnih tradicij, plod različnih kulturno-jezikovnih kontekstov. Torej, bolj ko sta dve kulturi vzajemno oddaljeni, kar se tiče nekih zgodovinskih razvojev, jezikovnih struktur, idejnih tradicij in tako naprej. Dlje, ko sta nekako zgodovinsko se razvijale v nekem v vzajemni medsebojni izolaciji, večja je možnost, da bodo te razlike med referenčnimi okviri, ki opredeljujejo teorije, nastale v teh kulturnih kontekstih zelo različne. No, torej, kaj je referenčni okvir? To je neko relacijsko-semantično omrežje, ki opredeljuje vsak koncept, ki je uporabljen v določeni teoriji in tudi njegove specifične semantične konotacije, pa tudi razmerja med posamičnimi pojmi so tukaj zelo pomembna. Kot smo rekli, so to zelo dinamična razmerja, ki se spreminjajo. In referenčni okvir v bistvu vpliva tudi na celotno omrežje, oziroma celotno strukturo teh odnosov kot tak. No, zdaj pa dovolj o teh metodoloških osnovah. In zdaj bi sam za konec tega metodološkega prvega dela bi povedala samo še, da so vse te debate, ki smo se jih šli v zadnjem desetletju, ravno v okviru moje discipline,
vseeno vendarle privedle do neke splošne kritične refleksije, do neke ozaveščenosti tega, da ti problemi v tradicionalnih medkulturnih raziskavah obstajajo. In da jih moramo poskušati na nek način reševati. No in tukaj se je zdaj postavilo v zadnjih par letih precej novih metod in skupno ime, s katerimi poimenujejo te nove metode, je postprimerjalno. To so vse postprimerjalne, zelo modna beseda, živimo sedaj v postmoderni. Čez 10 let bomo v postmoderni. No, skratka, to so primerjalne filozofije, postprimerjalne filozofije, meni se ime res ne zdi preveč posrečeno, jaz sem pravzaprav proti njemu, ampak ker tudi nič ne povedo, v bistvu zakaj gre. Povedo pa to postprimerjalno v tem kontekstu pomeni, da so to novi pristopi, nove metode, ki so nastale na osnovi ozaveščanja teh problemov, ki so nastali znotraj teh klasičnih primerjalnih filozofij. No in tukaj bi lahko omenila metodo filozofskega zlitja in metodo filozofske sinteze. Meni se nobena od njih zelo močno, precej močno razširjeni v naši disciplini trenutno, ampak meni se zdi, da ima vsaka od njih pač določene pomanjkljivosti. Seveda pa gre tukaj za work in progress, za delo, ki je še v procesu. In tudi nimam časa danes, da bi se podrobneje ukvarjala s kritiko teh luzerskih metod drugih, bom raje predstavljala to, ki jo razvijam sama, tudi ta je work in progress, kot vidite, in nosi pa zelo tako nobel in kranciano ime, preliminarno. In sicer se reče postprimerjalna metoda transkulturne filozofske sublacije. Se dobro sliš, ne? Tudi si mislila. Bravo. Skoraj postprimerjalno sem že povedala, zakaj je postprimerjalno, ampak meni ta izraz nisem všeč. Transkulturna, zakaj transkulturna, tudi to je nek pojem, ki se je zelo udomačil v primerjalni oziroma vzhodnoazijski filozofiji. Skratka, gre za to, kaj pravzaprav hoče ta transkulturnost povedati. Kot nam že predlog trans pove, gre pri tem za prehajanje, za preseganje nečesa. In kaj je tisto, kar hočemo tukaj preseči? Tukaj hočemo preseči to tradicionalno, statično, substančno, esencialistično razumevanje kulture. Hkrati pa nam ta predlog trans nakazuje tudi to, da se v samem procesu primerjav vse komparante, obe komparanta je v modelu primerjave pomeni tisto, kar primerjamo, to je objekt primerjave, torej da se obe ali vse komparante v samem procesu primerjanja spremenijo in spremeni se pravzaprav tudi oseba, ki to počne. S tem, da pač pridobi nek nov uvid ali pa tudi ne. V vsakem primeru se pa spremeni. Zdaj, kaj pomeni sublacija? Sublacija je pravzaprav izraz, ki je preveden iz angleščine in to je neologizem, ki so ga v sinofonih regijah začeli uporabljati za prevajanje Heglovega termina aufhebung. Zdaj, in sicer so se pri tem ozrli nazaj na latinski izvor te besede in sublacijo, ker nosi v sebi, ker se objema
vse tri pomenske konotacije, ki so nujno potrebne za neko novo idejo, ki nastane na osnovi interakcije med dvema ali več idejami, filozofskimi deli ali sistemi. In to so tri konotacije odstranitve, ohranitve in dviga navzgor. In zato ker je pač v latinskem izvirniku so te tri konotacije vsebovane, sem potem tudi jaz poslovenila ta izraz sublation v sublacijo. Zdaj ne vem, kakšen je, kako se prevaja pravzaprav Hegelova Aufhebung v slovenščino. Ne prevaja se. Se kar prevzame kot Aufhebung. Ja, ker jaz sem z enimi kolegi iz filozofije tudi govorili, ko so rekli, da je nekako dvig, ne vem, par takih stvari, ker je bila vedno samo po ena konotacija, skratka, to se prevzame. No, jaz tega nisem mogla prevzeti tudi, ker gre pravzaprav pri tej sublaciji, na nek način bi se rada distancirala tudi od Hegelovega modela, ker se mi zdi, da gre za drugačen model in zaradi tega ne bi rada, da bi te asociacije s Hegelom tukaj se vmešavali v ta model. No, ampak zdaj pa sam na kratko še povem, preden se lotimo čisto konkretnega primera demonstracije te sublacije, torej ta metoda, ki je tudi work in progress, kako se rečem, delo v trajanju, nastajanju, ki je torej še vedno v nastajanju, temelji na 5 korakih, oziroma se izvaja v 5 korakih, to je pač trenutno stanje, mogoče se bi to že primerjal. Prvi korak je, da pač poiščemo, torej prvi korak je nasploh, da vzpostavimo neko vprašanje, neko idejo, ki nas zanima. Če pogledamo ta dva filozofa ali filozofinji ali dve ideji, dva sistema, kakorkoli, kaj nas pravzaprav najbolj zanima. In potem se lotimo, torej prvi korak je, da poiščemo podobnosti, recimo v tem primeru obeh teoretikov, glede tega vprašanja, ki smo si ga zastavili. Drugi korak je, da poiščemo znotraj teh podobnosti razlike in da te razlike poskušamo povezati z referenčnimi okviri, v katere so te ideje oziroma te teorije spete. Potem tretji korak je, da poskušamo na osnovi te kontrastne analize poiskati nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti obeh teorij. Četrti korak je, da pogledamo, ali je morda možno, da se ti dve teoriji ena drugi, da si na nek način, da si izpopolnite vzajemno te nedoslednosti, te pomanjkljivosti. In peti korak je potem sublacija, ki nas pač preko tega, da odstranimo določene elemente obeh teorij, druge ohranimo, ki nas dvigne na krila, ki nas potem ponesejo do nekega novega uvida, k neki novi ideji ali pa tudi ne. Da se nam lahko zgodi, da se ukvarjamo par mesecev z nekim primerom, pa ugotovimo, da reč ne. No, ampak poglejmo se zdaj končno to sublacijo na primeru idej Theodora Wiesengrunda Adorna in Lumsun-Lunga o razmerju med koncepti in objekti. Torej, oba dva sta se kar razgovorila o tem vprašanju, vsak na svoj način. In jaz sem se lotila, to temeljno vprašanje je bilo, ali se lahko kaj novega naučimo morda o tem razmerju od teh obeh teoretikov.
In jaz sem za osnovo te kontrastne analize vzela 2 teksta od obeh filozofov. Eden je uvod, en fragment, torej 2 fragmenta besedil. Eden je bil uvod v knjigo Negativna dialektika Theodorja Adorna. Drugi pa zadnje poglavje Wungschulungovega dela Wungschulungza, Mingschulung, torej o konceptih in resničnostih oziroma dejanskosti. Zdaj, zakaj sem se pri Adornu odločila za ta uvod? To je zaradi tega, ker on poskuša, pravzaprav ta uvod je, mislim, ni tako kratek, skoraj 70 strani, se objema v originalu in on poskuša v tem uvodu razložiti, zakaj pravzaprav pri tej negativni dialektiki sploh gre, kaj je njegova kritika, kakšne alternative postavlja modelu, ki ga kritizira. Medtem ko pri Wungschulungu je pa obratno, to zadnje poglavje o konceptih in resničnosti je pravzaprav ravno tisto poglavje, v katerem on povzame vse, kar je bilo pomembnega glede tega razmerja v vseh prejšnjih poglavjih. No in začnimo zdaj, West is the best, kot bi rekla Efi, začnimo z Adornom tukaj. Zdaj, Adorno v svojem uvodu nam predoči, najprej izhaja on iz predpostavke, da je v bistvu edini način razmišljanja, ki nas lahko privede do nekega novega uvida, do neke nove ideje, je dialektičen. Ampak tradicionalna dialektika, kakšna se je razvila v Evropi, od Aristotela pa do Hegla in še po njem, je pri tem zelo problematična. Torej, predvsem se je tukaj osredotočil na hegelijanski model, ki mu očita, da izhaja iz subjekta, pri tem, pri zaznavanju in dojemanju objektov, da izhaja iz subjekta in da ta subjekt s svojimi formami na nek način povezne preko objektov v realnosti in s tem negira, izniči, odstrani njihovo heterogenost. Torej, kritika Adorna tega dialektičnega modela je v tem, da temelji pač na 3 osnovnih zakonitostih formalne logike, na konceptu identitete, protislovja in izključitve tretjega, kar pomeni, da je vsaka ideja, da je vsak objekt, ki še ni na nek način vključen v matrico teh subjektovih kognitivnih form, da je dojet kot protislovje. Ne samo kot nekaj drugačnega, ampak kot nekaj protislovnega. In model je strukturiran tako, da se ta protislovja vselej znova povežejo v neko enoto, v neko identiteto. Tako imamo potem identiteto med koncepti in objekti in ta identiteta je, kot poudarja Adorno, iluzorna. Te identitete ni in ne samo, da je iluzorna, hkrati predstavlja ta cel sistem neko bariero kritičnemu razmišljanju. Ravno zaradi tega, ker odreže vsakršno heterogenost objekta, mi v bistvu mislimo cel čas samo v tistih špurah, ki jih itak imamo v sebi. No in zdaj Adornova alternativa. Torej, identiteta je tukaj tista osnova, ki jo identiteta koncepta in objekta. In to identiteto kritizira, pravi, da je iluzorna, da je škodljiva,
človeškemu razmišljanju in on pravi hegelijanski dialektik, to je identitetsko razmišljanje, ne, temelji na, torej osnovna podstat tukaj je neka identiteta in to je v bistvu zelo konzervativen način razmišljanja. Njegova alternativa pa je prvič, da odvzame subjektu ontološko primarnost in jo preda objektu, vendar ne v smislu, da bi postavil objekt zdaj na tisti prestol, na katerem je prej kraljeval subjekt, temveč v smislu iskanja neke enakovrednosti, se pravi v smislu poskušanja, da se razbije ta hierarhija med subjektom in objektom. Torej, tudi pri njem spoznanje ni več, ne prehaja linearno iz subjekta proti objektu, ampak nekako iz sredine na obe strani. To je prva stvar, ki jo naredi, in druga stvar je, da odvzame tudi konceptu identitete, to ontološko primarnost in jo prenese na koncept neidentitete. Torej, on pravi, da je neidentiteta edina možnost, ki nam lahko dopusti neko razmišljanje, ki gre izven teh okvirov tradicionalne hegelijanske dialektike. No, in tukaj imate tale citat, ki pove iz Adornove negativne dialektike, ki pove v bistvu srč njegove kritike, no, ampak mislim, da ste si tole zdaj že pribrali, jaz ne bom brala, ker nimam časa. No, zdaj se pa lotimo, zdaj pa pogledamo na takšen način, pravzaprav Gong Sun Lung se doteva tega istega problema. Skratka, Gong Sun Lung, to je tale znameniti Ming Shi Lun, o konceptih in aktualnostih, oziroma jaz temu o konceptih in dejanskostih. No, in tukaj na desni strani vidite izvirno besedilo tega poglavja Ming Shi Lun, na levi strani je moj prevod, ki se tudi malo razlikuje od drugih prevodov, ampak seveda zdaj mi ne bomo mogli se natančno lotiti te analize, ker nam tega čas ne dopušča. Z neko natančno in res solidno analizo bi tukaj potrebovali več kot 1 uro, vsaj 1 semester, če bi želeli se tega res tako lotiti, kot je treba. Ampak bom pa poskušala na kratko povzeti, kaj pravzaprav Gong Sun Lung v tej svoji ideji o konceptih in realnosti, torej o tem, na kakšen način mi konceptualiziramo resnično, kaj imam tukaj zapovedati. Torej, to sem prej pozabila povedati, ko sem govorila o fragmentih. Jaz seveda v tej kontrastni analizi sem primerjala samo ta 2 fragmenta, ampak seveda tudi na osnovi v interpretaciji sem seveda upoštevala tudi širši kontekst teh. No in skratka, Gong Sun Lung pravi, da je resničnost fundamentalna, da v resničnosti obstajajo objekti, da so pa objekti imajo eno podkategorijo objektov in to so tisti, ki so imanentni. On pravi, ki so del našega imanentnega sveta. On jim pravi, da so to objekti, ki zavzemajo v času in prostoru neko pozicijo, way. In ti objekti, tem objektom pravi š, to so dejanskosti. Torej, dejanskosti so tisti objekti, ki so imanentni, ki ne presegajo okvirov imanentnega sveta. In to so seveda edini objekti, ki jih lahko konceptualiziramo. No in na kakšen način potem mi konceptualiziramo te objekte. Seveda tudi on pravi podobno
kot Adorno, da ni identitete med koncepti in objekti, da je lahko samo korelacija in on poskuša najti pač potem znotraj tega okvira najustreznejše korelacije. Toliko na kratko v tem. Zdaj pa poglejmo podobnosti oziroma skupne točke. Obeh teh teorij, torej oba obravnavata razmerje med koncepti in objekti, oba poudarjata, da je identiteta med koncepti in objekti iluzorna. Pri obeh je ključni cilj spremeniti svet. In to oba dva celo rečete na večjih mestih njunih del eksplicitno, da hočete s tem spremeniti svet. No, ampak seveda Adorno hoče tukaj ustvariti neko novo, svobodnejšo epistemologijo, ki bi, katere konsekvenca, katere posledica bi bila tudi globoka transformacija družbene realnosti, v smislu bolj kritičnega razmišljanja in bolj kritičnega življenja, tudi bolj avtonomnega. Medtem ko Gongsun-Long, njegov glavni cilj spreminjanja sveta je bil pa spremeniti komunikacijo, izboljšati komunikacijo, preprečiti nesporazume, s tem pripomoči k neki enotni zakonodaji in izboljšati strukturo inštitucij in na ta način privesti do večjega blagostanja države. Skratka, tu imamo po eni strani enega progresivca, na drugi dva konzervativca. No, ampak kaj jo še druži, še ena pomembna podobnost je v njunih teorijah. Oba pravite, da to, kar lahko konceptualiziramo in kar korespondira, ali je identično s koncepti našega uma, je omejeno na imanentno sfero resničnosti in podstat tega, te predpostavke je še ena bolj osnovna predpostavka, oba priznavata, da obstoja neka sfera neizrazljivosti, ki presega možnost konceptualizacije, presega možnost, da bi jo dojeli in je prazna. To oba dva pravita. No, zdaj pa pogledamo, kakšne razlike so znotraj teh podobnosti in sicer sem tukaj identificirala dve osrednji razliki. Prva se tiče tega problema neizrazljive praznine, ki sem ga ravnokar omenjala. Medtem ko Adorno pravi, da je ni možno izraziti neposredno in konceptualno, pa poudarja, da je izrazljiva na posreden način, na konceptualen način, kot na primer skozi dobro glasbo. In on potem tudi pravi, da dojetje te nekonceptualne praznine, ki presega logiko, je edina možnost ohranitve svobodnega duha človeka. Medtem ko pri Gongsun-Longu je pa zadeva precej drugačna, na takšen način on to praznino obravnava, namreč na tak, da jo ignorira, več ali manj, on pravi, tam obstaja ta praznina, nekje pa kaj nas briga. To je neoprijemljivo, ker ti objekti v tej praznini nimajo nobene konkretne pozicije v času in prostoru in on ni zainteresiran za dojetje neke resnične celote ali pa za dojetje neke biti v sebi, to njega ne zanima. In tukaj jasno vidimo, če poznamo nekako osnovni referenčni okvir obojega, pri Adornu je le prisotna ta ideja transcendence, prehoda iz imanence v transcendenco, nek način doživetja, izkušenja tega sveta, ki je onkraj čutno dojemljivega. In on tudi pravi, torej transcendenca je neka pomembna podstat človeškega življenja. Medtem ko transcendenca, večina vas bo poznala, referenčni okvir kitajski, kjer govorimo o transcendenci in imanenci, oziroma o transcendentni imanenci, kjer pač te ločnice sploh ni. In zdaj, na podoben način kot Konfucij, naprimer, ki je čisti agnostik in ki je vedno znova poudarjal,
nas ne zanima to, ali duha, ali je posmrtno življenje, ali ga ni, ali obstajajo duha. Mi imamo toliko problemov v tej imanentni sferi, da se moramo zdaj osredotočiti na to in to bomo zdaj reševali, pa če bo še kaj časa ostalo mogoče. Se bomo še z religijami ukvarjali, ne, dokler pa ne. No, in Gongsun Lung izhaja iz podobnih predpostavk. On sicer ve, da ta sfera obstoja, ampak ta sfera njega ne briga, ne zanima ga, enostavno. Ne? On hoče pač izboljšati komunikacijo. On je naseljen v tem svetu, čutno dojemljivem, v katerem živimo. Druga razlika se tiče problema identitete in spremembe. Kot smo videli, oba dva izhajata iz predpostavke, da je identiteta med koncepti in objekti pravzaprav iluzorna. Adorno tudi pravi, da vzpostavlja bariero kritičnemu mišljenju in jo poskuša obrniti na glavo in jo usmeriti proti neidentiteti. Pri tem trči tudi na problem spremembe, ne, in pokaže nekako na dilemo, da se koncepti, ki so statični, se nanašajo na objekte, ki pa niso statični, ne, in ne morejo biti identični sami s seboj. No, Gongsun Lung pa tudi izhaja iz iste predpostavke, torej identiteta med koncepti in objekti je iluzorna, ampak on ne išče neke identitete pri dejanskosti, ki bi bila osnovana na neki enakosti, na neki istosti, na nekem enačenju med koncepti in dejanskostmi, temveč poskuša ta problem rešiti s korespondenco, najustreznejšo korespondenco med objekti in dejanskosti. Zdaj, tudi Gongsun Lung se ukvarja s problemom spremembe, s problemom, da imamo statične koncepte, pa spreminjajočo se dejanskost, in to pač obravnava v enem drugem poglavju, Tongbian Lung, se pravi poglavje o enoti spremembe. In skratka ta problem enote in pluralnosti razume kot razmerje med spremembo in nespremembo in tu vzpostavi na nek način neko analogijo, da se lahko nespremembo povezuje s spremembo na isti način kot enota s pluralnostjo ali heterogenostjo. No, ampak zdaj na osnovi te kontrastne analize, te primerjave, postprimerjave, smo lahko identificirali tudi nedoslednosti, pomanjkljivosti v obeh sistemih. Ta zrcalna slika obeh nam na nek način pomaga do uvida, kaj mogoče manjka vsaki od teh dveh teorij. No, in Adornova kritika ostaja umeščena v naravo identitetskega razmišljanja, zdaj, ne, in neidentiteta med identiteto in neidentiteto, kateri zdaj on nudi neko ontološko podstat, je še vedno koncept. In zaradi tega on po mojem seveda je lahko kritizirati, kdo se reče, da bom kritizirala Adorna. Ampak kritizirati je pač najlažje. Torej, cilj moje kritike je tudi v tem, da bi na osnovi tega kontrastnega prikaza pokazali neke alternative oziroma na kakšen način bi se dala oba dva filozofa v tej svoji teoriji malo nadgraditi. Skratka, Adorno po mojem mnenju vseeno ostaja še ujet v te premike statičnih konceptov. Tudi, če nekako odstrani neidentiteto in jo nadomesti z neidentiteto, je to še vedno koncept. Gongsun Lung pri njej je pa drug problem. Gongsun Lung pa zanika pomen nekonceptualne praznine
in ne vidi, da gre pri tem za edino možno območje, v katerem lahko naš preseže fizične omejenosti človeka in tudi najde neke nove pomene, neke nove smisle, ki morda še niso udejanjeni v tem imanentnem svetu, v katerem živimo. Skratka, tu imamo enega zelo konzervativnega logika. Zelo mi je žal, da mora ravno v javnem predavanju nekatero konzervativne že predstaviti, ker niso bili vsi kitajski filozofi konzervativni, ampak bom so nam pa po mojem mnenju. No in zdaj poglejmo, na kakšen način se pravzaprav lahko ta dva filozofa, ti dve ideji vzajemno pomagata. Na kakšen način, ali obstaja možnost, da ena drugi, da sta vzajemno komplementarni. In jaz mislim, da ja, da Adornova dialektika se lahko dopolni s procesualno kitajsko paradigmo korelativne komplementarnosti in tudi s tem, da ta model dialektike komplementarnosti, ki se je razvil in prevladal v kitajski tradiciji, da ta ne producira nikakršne statične sinteze. Ker pri Adornu se imela občutek, je največji problem sinteza v smislu enotnosti protislovi. In te sinteze ni. Sinteza sicer ni sinteze kot neke statične, kvalitativno nove faze v procesu dialektičnega razmišljanja. Obstaja pa v korelativni komplementarni dialektiki sinteza v latentni obliki in sicer je nenehno prisotna v sami interakciji med obema protipoloma. No in zato bi se mi zdaj tale koncept mogoče, če vzamemo Adornovo kritiko kot tako in jo poskusimo nadgraditi s to kitajsko paradigmo, da bi nas to znalo še kam privesti. No, po drugi strani Gumsung-Lungov diskurs o konceptih in objektih pa bi lahko obogatili z idejo, Adornovo idejo o intrinzični vrednosti nekonceptualne praznine in pomena estetskega doživljanja resničnosti, katerega vrednosti on enostavno ne šteka, ne razume, ne dojame. Zdaj, za zaključek, če smo govorili o tej intrinzični vrednosti estetskega dojemanja resničnosti, se je v meni tukaj utrnila ideja, da bi bilo možno te rezultate, te postprimerjalne analize morda na nek način povezati z iskanjem nekih drugih hermenevtskih pristopov in tukaj bi lahko uporabili pristop tako imenovanega zlitja estetskih območij. To je neko orodje, ki sem ga razvila tudi v nekem drugem delu svojem. Gre pa, estetsko območje je Jingje v kitajščini. To je zelo, zelo kompliciran, kompleksen termin, ki ga je strahotno težko prevesti v indoevropske jezike in morda še najbolj primeren približek je estetsko območje, estetska sfera. Gre pa za neko nekonceptualno hermenevtsko orodje, ki je prišlo na Kitajsko z budizmom v 5. stoletju, potem je potonilo v pozabo in so ga izkopali iz pozabe spet prvi pionirji moderne teorije kitajske estetike, ki je predvsem Wang Guowei, ki je bil tukaj pomemben. In pri tem nekonceptualnem estetskem hermeneutičnem orodju gre v bistvu za neko
za neko idejo preslikave oziroma slivanja zunanje resničnosti z doživljanjem s strani človeške notranjosti. Zdaj v tem zaključku seveda tudi ne bomo mogli ravno veliko globlje v to. Bi pa povedala pač za zaključek samo, da zelo upam, no, da je tudi vas to predavanje, to predočenje teh različnih idej privedlo do kakšnih novih razmislekov in če nas je privedlo vsaj za droben korak naprej na poti zbliževanja različnih kultur, različnih filozofskih tradicij, potem sem s tem predavanjem dosegla svoj namen. Hvala lepa za